Na prvi pogled izgledajo kot prizori iz znanstveno-fantastičnega filma ali digitalna umetniška dela, ustvarjena z umetno inteligenco. Toda ti prizori niso ustvarjeni z računalnikom, niso delo človeka in prav tako niso optične iluzije. Od gora v mavričnih barvah do morij, ki po noči žarijo. V tem videu bomo raziskali nekaj najbolj nenavadnih in najbolj pisanih stvaritev narave na našem svetu. Preden začnemo z razpravo, bi vas prosil za en všeček in da se naročite na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Mavrični evkaliptus. Ni ravno običajno videti drevo, ki ima na deblu več kot eno ali dve barvi, vendar pa v nekaterih tropskih gozdovih obstaja ena vrsta drevesa, ki je kot naravna mavrica, ki raste sredi gozda. To je mavrični evkaliptus. Najdemo ga v tropskih gozdovih Indonezije, Papue Nove Gvineje in drugih bližnjih regijah. Na prvi pogled se zdi, da je nek slikar odločil, da bo celo deblo drevesa uporabil kot platno. Na deblu tega drevesa lahko vidimo kombinacijo živih, zelenih, modrih, vijoličnih, oranžnih, rdečih in rjavih barv. Vse te barve so skupaj na enem drevesu, vendar deblo ni pobarvano. Skrivnost je v sami skorji drevesa. Ko raste mavrični evkaliptus, se njegova tanka zunanja skorja postopoma lušči na različnih delih njegovega debla. Ko se spodnji del na novo odpre, je zelen, ker je v sveži skorji še vedno prisoten klorofil. Sčasoma, ko je izpostavljena zraku, dežju in soncu, se kemična sestava skorje spreminja. Barva se postopoma spreminja iz zelene v modro, nato v vijolično, oranžno, rdečo in kasneje postane rjava, preden se ponovno odlušči. Ker se ta proces ne dogaja istočasno po celem drevesu, lahko naenkrat opazimo različne faze sprememb. Rezultat je naravni mozaik barv, ki se zdi nemogoč za eno samo drevo. Še en razlog, zakaj je to posebno, je ta, da ni dveh mavričnih evkaliptusov, ki bi bila popolnoma enaka. Tudi isto drevo spreminja svoj videz skozi mesece, saj se njegova skorja nenehno obnavlja. Zaradi svojega edinstvenega videza so to vrsto posadili tudi v različnih tropskih in subtropskih krajih, kot so Havaji, nekateri deli Floride in druge tople regije po svetu kot okrasno drevo. In vsakokrat, ko ga nekdo vidi prvič, je reakcija običajno enaka. Zdi se, kot da je delo človeških rok. A resnica je, da je to eno najbolj pisanih umetniških del narave – peščena plaža. Običajno je pesek na plažah, ki jih vidimo bele, črne ali včasih zlate barve. Toda pa v enem odročnem delu velikega otoka Havajev je obala, ki je videti, kot da je posuta z zdrobljenim smaragdom. Tu je plaža Papakulea. To je ena izmed redkih zelenih peštenih plaž, ki so znane po vsem svetu. Njena nenavadna barva je neposredno povezana z vulkanom. Pred več tisoč leti je na tem območju prišlo do vulkanske aktivnosti in nastal je žlindrasti stožec. V kamninah, ki jih je izvrgel vulkan, je visoka koncentracija minerala, imenovanega olivin. Olivin je naravno zelene barve in se običajno tvori v magmi pod zemljo. Sčasoma so vulkanske kamnine počasi razpadle zaradi vetra, dežja in erozije. Ko se te kamnine lomijo, se sproščajo majhni kristali olivina. Tu nastopi vloga oceana. Ob vsakem valu morja se odnese veliko lažjih delcev. Toda kristali olivina so močnejši in težji od drugih materialov v okolici. Zaradi tega se kopičijo na obali, medtem ko drugi sestavni deli postopoma izginejo. Rezultat je plaža z jasno zeleno barvo. Ko je pesek moker, še bolj sije in izgleda kot drobni dragulji raztreseni ob morju. Ko je suh, je barva bolj nežna, vendar zelena še vedno izstopa. Tudi priti sem ni enostavno. Pogosto je treba dolgo hoditi pod žgočim soncem in prečkati grobo vulkansko pokrajino, preden prideš do same obale. Toda za mnoge obiskovalce je to del izkušnje. Kajti z vsakim korakom proti Papakuleji se zdi, kot da potuješ na kraj, ki je bolj podoben drugemu planetu kot običajni obalni destinaciji. Prava modrina. Pri večini rastlin in živali skoraj da ni naravnega modrega pigmenta, ki bi se pojavljal v njihovih telesih. To pomeni, da je veliko organizmov videti modrih, vendar njihova kemična barva v resnici ni modra. Tisto, kar vidimo, je optična iluzija, ki jo ustvari fizika. Eden najboljših primerov za to je metul morfo. Ko svetloba zadene njegova krila, se zdi, kot da žarijo v izjemno svetli modri barvi.
Vendar pa pod mikroskopom vidimo, da barva ne prihaja iz pigmenta, temveč iz zelo majhnih struktur na površini krila. Te mikroskopske strukture so razporejene tako, da odbijajo modri del svetlobe, medtem ko druge barve izginejo ali so razpršene. Podoben princip velja tudi za številne modro obarvane ptice. Na primer, modra šoja nima modrega pigmenta v svojih peresih. Posebna razporeditev mikroskopskih plasti v perju je razlog, zakaj naše oči vidijo modro barvo. Tudi modre oči pri ljudeh nimajo modrega pigmenta. Barva je prav tako rezultat načina, tako se svetloba razprši in odbije znotraj očesa. Pri rastlinah pa so nekatere rože videti modre, vendar pa pogosto ne uporabljajo pravega modrega pigmenta. Namesto tega spremenijo kemične lastnosti pigmentov, ki so običajno rdeči ali vijolični, da so videti bolj modri v naših očeh. Zato, ko vidiš žival ali rožo z živahno modro barvo, obstaja velika verjetnost, da material v resnici ni zares moder. Isto, kar vidiš, je zelo pametna uporaba svetlobe. In morda je to eno najbolj občudovanja vrednih dejstev o naravi. Včasih najlepših barv ne ustvari kemija, ampak jih ustvari fizika. Rožnata jezera. Najdemo jih na Middle Islandu, majhnem otoku ob obali zahodne Avstralije, kjer skorajda ni stalnih prebivalcev. Prva stvar, ki jo boste tukaj opazili, je izjemna barva vode. Ni bledo rdeča ali le rahlo rožnata. Celotno jezero ima živo in skoraj neverjetno rožnato barvo, ki jo lahko opazite celo iz zraka. Pogled je še bolj osupljiv, ker jezero obdaja gosta evkaliptova gost. Med jezerom in oceanom je tanek pas bele mivke. Zaradi tega se na enem mestu združujejo rdeča, zelena, bela in modra barva. To jezero je že dolgo znano. Že v zgodnjem 19. stoletju so ga zabeležili evropski raziskovalci in več kot 200 leti je ohranilo svojo nenavadno barvo. Še bolj presenetljivo je, da barva ne izgine, tudi če vodo damo v posodo. To pomeni, da to ni preprost učinek svetlobe ali odseva. Po raziskavah barva najverjetneje izvira iz kombinacije mikroorganizmov, ki živijo v izjemno slani vodi jezera. Sem spadajo nekatere vrste alg in mikroorganizmov, ki proizvajajo pigmente, da preživijo v ekstremnih pogojih. Tudi v različnih delih sveta obstaja veliko slanih jezer, ki občasno postanejo rožnata, vendar je to običajno le sezonski pojav. V jezeru Hillier pa se zdi, da je ta nenavadni pojav postal trajen. Znanstveniki še vedno preučujejo, zakaj je ta proces v tem jezeru tako obstojen v primerjavi z drugimi podobnimi jezeri. In morda je to razlog, zakaj ostaja eno najbolj osupljivih naravnih čudes v Avstraliji. Maverične gore. Od daleč lahko vidite plasti rdeče, oranžne, rumene, zelene in celo modre barve, ki se zdi, kot da tečejo po hribih. To so Maverične gore v provinciji Gansu. Na prvi pogled je težko verjeti, da so te barve resnične. Videti je kot digitalna umetnina ali prizor ustvarjen z računalniško grafiko. Toda to, kar tam vidite, je rezultat geoloških procesov, ki so potekali milijone let. V starih časih je bilo to območje prekrito z rekami, jezeri in obsežnimi ravnicami, kjer so se nenehno nabirali pesek, blato in druge usedline. Skozi zelo dolgo obdobje so nastale debele plasti kamnin. Vsaka plast ima različne minerale in kemično sestavo. Kasneje so se zaradi premikanja tektonskih plošč te kamnine dvignile izpod zemlje. Sledilo je milijone let dežja, vetra in erozije, ki so postopoma oblikovali pokrajino, ki jo vidimo danes. Vsaka barva ima svoj izvor. Svetlo rdeča barva običajno izvira iz železovega oksida ali erje. Rumena barva pa prihaja iz drugih mineralov, bogatih z železovimi spojinami. Medtem pa so zelena in druge barve posledica različnih kemičnih usedlin, ki so nastale v različnih okoljskih pogojih v pradavnini. Preprosto povedano, vsaka plast barve je kot stran zgodovine Zemlje, ki leži ena na drugi. Danes milijoni turistov prihajajo sem, da bi osebno videli razgled, ki ga pogosto zamenjajo za urejeno fotografijo na internetu. Toda, ko stojiš na razgledni ploščadi in vidiš valove barv, ki segajo do obzorja, hitro razumeš, zakaj je to ena najbolj osupljivih geoloških formacij na svetu. Kristal bizmuta v svoji običajni obliki nima posebnega videza. To je le srebrna kovina, ki jo je mogoče zlahka zamenjati s številnimi drugimi elementi.
Toda, ko ga stopimo in ohladimo na pravi način, se začne dogajati izjemen proces. Ko se kristal oblikuje, robovi rastejo hitreje kot sredina. Zaradi tega nastajajo zaporedne plasti, ki so videti kot stopnice navzgor. Rezultat so geometrijske oblike, ki izgledajo, kot da jih je ustvaril arhitekt, ne pa narava. In predvsem barve, ki so za kovino skoraj nemogoče. Tukaj lahko vidimo modro, vijolično, rdečo, zeleno, zlato in srebrno, ki hkrati bleščijo na površini kristala. Vendar pa na kovini v resnici ni prave barve. Tisto, kar vidimo, je učinek zelo tanke plasti oksida, ki nastane, ko bizmut pride v stik s kisikom. Ko svetloba zadene to tanko plast, pride do interference različnih valovnih dolžin svetlobe. Rezultat je naravni mavrični učinek, ki se spreminja glede na debelino oksidne plasti. Zato, čeprav je element enak, ni dveh kristalov z enako kombinacijo barv. Še en razlog, zakaj je bizmut priljubljen med ljubitelji in zbiratelji, je ta, da ima v primerjavi z mnogimi kovinami precej nizko tališče. Zaradi tega ga je mogoče kristalizirati v nadzorovanih pogojih, ne da bi zato potrebovali zapleteno laboratorijsko opremo. Med milijoni elementov, kamnin in mineralov, ki jih najdemo na našem svetu, je presenetljivo pomisliti, da eden najbolj pisanih prihaja iz kovine, ki je na prvi pogled videti povsem običajna. In morda je to eno izmed najbolj zanimivih dejstev o naravi. Pogosto prav najbolj običajne stvari skrivajo najbolj osupljiva presenečenja sveta. Aleksandrit V. Svetu dragih kamnov jih ima le malo, tako poseben sloves kot aleksandrit. Ker čeprav kamen ostaja enak, se zdi, da se njegova barva spreminja glede na vrsto svetlobe, ki pada nanj. Ko je pod naravno dnevno svetlobo ali hladno belo svetlobo, pogosto lahko vidimo njegovo globoko zeleno barvo, ki spominja na smaragd. Toda, ko ga približamo toplejši svetlobi, kot je svetloba sveče ali svetloba z več rdečimi valovnimi dolžinami, postopoma postane živo rdeč kot rubin. Za tiste, ki ga prvič vidijo, se zdi, kot da gledajo napačen kamen. Skrivnost je v mikroskopski strukturi kristala. Aleksandrit vsebuje malo kroma, elementa, ki je prav tako odgovoren za barvo nekaterih znanih dragih kamnov. Zaradi edinstvenega načina, kako absorbira svetlobo, naše oči vidijo drugačno barvo, odvisno od prevladujoče valovne dolžine v okolici. Kamen se ne spreminja, spreminja se svetloba. In aleksandrit je eden redkih mineralov, ki lahko zelo jasno pokaže to spremembo. Ta dragulj so prvič odkrili v Uralu v Rusiji v 19. stoletju. Zaradi svoje izjemne lastnosti je hitro postal eden najbolj iskanih draguljev na svetu. Danes obstajajo tudi nahajališča v Braziliji, Šrilanki in nekaterih delih vzhodne Afrike. Toda, čeprav obstajajo tudi drugi viri, ostaja visokokakovostni aleksandrit izjemno redek. Pravzaprav mnogi strokovnjaki pravijo, da je svetovnega razreda aleksandrit težje najti kot nekatere druge vrste aleksandrita, dragoceni diamant in smaragd. In morda je to razlog, zakaj do danes ostaja ena najbolj občudovanih stvaritev geologije. Kamen ne spreminja svoje oblike, vendar lahko spremeni svojo barvo prav pred tvojimi očmi. Bioluminiscenčni zalivi. Na krajih kot so Porto Rico, Jamajka, Maldivi in druge tropske obale se včasih zgodi, da morje zasveti ob vsakem dibanju vode. Ko nekdo plava, pusti sled svetlobe. Ko riba zaplava mimo, je videti, kot da pušča bleščečo črto pod morsko gladino. Tudi preprost met kamna v vodo lahko povzroči začasen izbruh modre svetlobe. Zato so odgovorni mikroskopski organizmi imenovani dinoflagelati. Vsak od njih je tako majhen, da jih s prostim očesom težko opazimo. Toda ko se jih na enem mestu zbere na milijarde, lahko spremenijo celoten videz obale. Ko jih zmotijo valovi, ribe, čolni ali celo samo gibanje človeške roke, se v njihovem telesu sproži kemična reakcija. V tem procesu ustvarijo kratek bisk svetlobe. Posamezen organizem je skoraj nemogoče opaziti. Toda, ko milijoni naenkrat zasvetijo, se zdi, kot da celotno morje utripa. Ena najbolj znanih lokacij za ogled tega je zaliv Comario v Porto Riku, ki je priznan kot eden najsvetlejših bioluminiscentnih zalivov na svetu. Zaradi prave kombinacije temperature, slanosti vode, hranil in zaščitenega okolja postanejo pogoji popolni za razmnoževanje teh organizmov. Vendar pa takšnega prizora nima samo Porto Rico. Obstajajo tudi obale na Jamajki, Maldivih, v Vietnamu,
in celo v nekaterih delih Avstralije, kjer se enak pojav pojavlja v različnih obdobjih leta. Za tiste, ki to vidijo osebno, je pogosto težko opisati. Kot da so zvezde padle v morje, kot da ima voda sama svojo svetlobo. In še bolj osupljivo je, da se ta proces dogaja že dolgo, preden so ljudje sploh obstajali, da bi ga lahko videli. Milijone let je ocean tiho žarel v temi noči. In še danes je to eden najbolj nadrealističnih prizorov, ki jih lahko ustvari narava. Danakilska depresija. Danakilska depresija se nahaja v severnem delu Etiopije, blizu meje z Eritrejo in Džibutijem. To je tudi eno najnižjih krajev v Afriki in spada med najbolj vroče regije na svetu. Vendar pa ni vročina razlog, zakaj je to območje postalo znano. Pravi razlog je izjemna kombinacija geologije, vulkanske aktivnosti in kemičnih procesov, ki se hkrati dogajajo na enem samem mestu. Pod to regijo se tektonske plošče Zemlje nenehno premikajo. Ko se počasi razmikajo, se toplota in magma dvigata iz globin sveta. Zaradi tega nastajajo hidrotermalna polja, kjer na površje prihaja zelo vroča voda, ki vsebuje različne minerale. Ko se voda ohladi in začne izhajati na površje, na tleh ostanejo kemične usedline in tukaj se začnejo pojavljati nenavadne barve. Svetlo-rumena barva običajno izvira iz žvepla, oranžni in rdečkasti deli pa prihajajo iz železovih spojin. Medtem pa so beli deli sestavljeni iz usedlin soli in drugih mineralov. Ko se vse to združi na enem mestu, celotno okolje izgleda, kot da je bilo pobarvano z barvami, ki jih v naravi redko vidimo. Eden najbolj znanih delov regije je hidrotermalno območje Dalol. Tukaj najdemo nekatere najbolj pisane geotermalne formacije na Zemlji. In obstajajo mineralne strukture, ki so podobne stvarem, ki bi jih prej pričakovali na drugem planetu kot na Zemlji. Obstajajo mineralne tvorbe, ki se postopoma uničujejo, medtem ko nastajajo povsem nove. Popotniki se morajo soočiti z izjemno vročino. V določenih obdobjih leta lahko temperature čez dan presežejo 50 stopinj Celzija. Poleg tega sta tu še oddaljena lokacija in ostre okoljske razmere. In morda je to razlog, zakaj mnogi menijo, da je danakilska depresija eno najbolj nenavadnih in najbolj pisanih naravnih krajin na našem planetu. Kraj, ki ga narava oblikuje že milijone let, tiho, a silovito. In je skoraj neverjeten. V našem izjemno obsežnem svetu še vedno obstajajo kraji in pojavi, ki izgledajo kot plod domišljije, čeprav v resnici obstajajo. Zato, ko naslednjič vidiš sliko, ki je videti prelepa, da bi bila resnična, ne pomisli takoj, da je urejena ali ustvarjena z računalnikom. Kajti, če obstaja ena stvar, ki jo narava vedno znova dokazuje, je to naslednje. Včasih je resničnost še bolj osupljiva kot karkoli, kar lahko ustvari človek.